Prevečkrat se škrigam. Zaradi takih bednih stvari. Ti nekdo vzame puščico, Da mi torbo vzamejo, pa mi jo skrijejo kam na WC ali pa... da nekdo nekaj reče, pa se ti s tem ne strinjaš. Veliko se zdaj zmerjamo tudi, ne vem, si debel, a si suha. Tudi za piflare, ja. Se skrijem recimo s kakšno sošolko, ki se si blisane in pa se slabo počutim. Konflikti oziroma nesoglasja so del življenja in lepa priložnost, da se naučimo pogovarjati. Na naši šoli večino učence usmerjamo k temu, da konflikt sami rešujejo. To se pravi, da pridobivamo veščino pogovora, izražanja svojih čustev, počutja in tudi načina, kako želim, da se drugi do mene vede. Čim hitreje rešiš, tem boljše je to, ne? Včasih se moram tudi potruditi, da se opravičam, pa da odpustim. Pač ne moreš takoj pozabiti, če ti je kdo kaj grdega rekel. Da se ne probaš na nasilnejši način tega rešiti. Agresija pomeni predvsem nemoč. Kako odreagirati oziroma kaj narediti, ko se počutimo nemočni. Tako da to je čisto normalen pojav, sploh v tej starosti, in zato je zelo pomembno, da znamo to agresijo usmerjati. Ne vem, stisnem zobe ponavadno. Da jo preusmerimo v tisto, kar mi vedno znova rečemo, v pogovor. Včasih pa težave postanejo prevelike in takrat naj vas ne bo strah prositi za pomoč starejše. Recimo, da ti kdo kaj grozi, da te kdo pretepa, da se z nekom res skregaš in potem ne moreš več iz tega. Če pa otrok se počuti ogroženega ali nemočnega in da sam ne zmore rešiti problemov, pa mislim, da je nujno, da mu stopimo ob strani in mu pri tem pomagamo.